Kakšen je namen projekta izdelave regionalnega katastra gospodarske javne infrastrukture? Prvotni namen vzpostavitve regionalnega katastra gospodarske javne infrastrukture je v tem, da seveda dobijo občine, izvajalci javnih gospodarskih služb in občani celovito informacijo na enem mestu v elektronski obliki. To pomeni, da smo popisali vso javno infrastrukturo v 8 sklopih, torej od cevovodov, toplovodov do javnih cest in seveda javnih utrjenih površin in na ta način zagotovili, da seveda imajo občine in javne službe pogled, kje posamezne infrastrukture potekajo. Na ta način seveda potem omogočimo racionalno rabo prostora, predvsem pa varčevanje oziroma bi rekel nepovečevanje stroškov na gradnji posamezne javne infrastrukture. Ali tudi načrtujete nadaljevanje samega projekta? Ja, v načrtu je predlog, da bi seveda 20 občin, ki je pristopilo temu projektu, torej v neposredni bližini Maribora meječe občine so seveda k temu pristopili in na ta način bi potem zagotovili za območje severnega dela Štajerske pravzaprav vzpostavitev elektronske oblike tega katastra in potem seveda celovito razpolaganje in poseganje v prostor. Torej v tem projektu je sodelovalo 19 občin podravske regije in mestna občina Maribor je bila nekako nosilec celotnega projekta, s katerim si obetamo na področju gospodarstva oziroma javne infrastrukture, torej en celovit pregled v podatke. Zastrašujoče je, kakšno je bilo stanje podatkov z področja gospodarske javne infrastrukture pred letom 2007 in kakšni so rezultati, ki bodo predstavljeni danes. Upam trditi, da gre skoraj za potrojitev prikaza v bistvu od kanalizacije, vodovoda, toplovoda, torej ki je v tej oziroma podravski regiji in pa seveda tudi mestni občini Maribor.